Po 17. zmagi v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije je z menoj naš trener Dušan Kosič. Dušan, čestitke za osvojeno 61. točko v letošnji sezoni. Zmaga s kar 4-1 proti Domžalam. Kako ste jo videli vi? Dobra tekma z naše strani, disciplinirana. Prvi polčas je bil zahteven, poskušali smo igrati, dosegali smo lep gol. Seveda se je potem majčkeno zakompliciralo vse skupaj, ko smo dobili tisti gol iz prekinitve, ampak v drug polčas smo šli res odločno, dobro, kvalitetno, dosegli ta drugi gol. Domžale so mogle spremeniti način igre, iti malo višji gor in še dva odlična prehoda, dva čudovita gola, tako da fantom srečen sem pa zadovoljen, ker danes je malo tega, kar bi jim lahko mogoče očital glede discipline in tega, tako da sem ponosen na to podobo, ki smo jo danes pokazali in si seveda želim, da bi na naslednjih tekmah podobno pokazali. Dušan, že od samega začetka je bilo spet, bom dejal, čutiti tisto našo energijo, žoga v naših nogah, tudi potem, ko smo jo izgubili, takoj pritisk in agresija. Fantje so dosledno upoštevali principe, povedli, lahko bi vodili že polčasu. Samo tisti padec koncentracije v obrambi za tisti gol Vujedinovića pravzaprav kriv za 1-1 polčasu. Ja, to je nogomet. Lahko dobiš, brez da bi karkoli slabega naredil, tri gole iz treh nekih situacij in potem loviš, torej tekma gre lahko. Matjaž nas je recimo na začetku reševal pri eni situaciji, če se prav spomnim. Tako da super fantje v obrambi, super v zvezni vrsti so tudi kvalitetno odgarali in v napadu dosegli nekaj čudovitih golov in super. Trenutno je podoba odlična. V drugem delu igre vodstvo z 2-1, vi bi nekako dejal, da potem smo v določenih segmentih igre trpeli, potem pa najslajši zadetek. Kako nasprotnik pritiska, ko si želi izenačenja, kontra zadetek za 3-1, s katerim smo pravzaprav razrešili vse dvome o zmagovalcu. Tako na koncu tako izpade in super. Tudi ta potek tekme nam je bil všeč, drugače če loviš rezultat, ko moraš ti igrati, tako da super. Fantom pohvale in do jutri naprej pa že priprava za naslednjega nasprotnika. Dušan, najlepša hvala in čestitke.